Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Prve in zadnje vesti. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Danes. Akcija Vsaka rit je dobra nove liberalne stranke. Ne na levo, ne na desno. Pogled na cesto. Kaj nam lahko novega povedo stari punksi? Domžanski patrioti ustanovili Slovensko nacionalno cerkev. In ali je lahko spomladi alergija nalezljiva? Pozdravljeni prijatelji Rož, danes sva z vami Sravko Bobkovnik in Avšvidlo Mesek. Pozdravljeni tudi ljubitelji orožja. Svetovna javnost že več dni spremlja praznovanje ljubiteljev rož in mirovnikov, ki spremljajo množično zapiranje vojaških baz po svetu. Zato pa so odgovorne prav akcije ljubiteljev orožja. Voditelj Svobodnega sveta je že na začetku svoje kariere doprinesel k svetovnemu miru. Čestitamo. Poglejmo ceste. Vreme. Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. Don't wait. Pred poletno turistično sezono preglejmo še stanje na cestah. Ljubljana bo čez poletje ponovno postala Emmentaler, po avtocesti pa bo zaradi del kolona do Dragonje. Na meji bodo ponovno kolone do Ljubljane, povečan peš promet pa se že zgoščuje na Prešernovi pred nemško ambasado. Drugih posebnosti zaenkrat še ni opaziti. Toliko o tem. In a world made of steel, made of... Zgodovina! Zgodovina! Na okrogli mizi Punk po punku so se tako imenovani stari punksi odzvali na zadnje izjave Johnnyja Rotena, ki mu očitajo, da je na stara leta res zgnil. Spraševali so se, ali bo po podpori Trumpa, angleške kraljice in Brexita podprl še kaj kontroverznega. Zdi se, da tudi na stara leta rad dviguje prah. Z nami pa je tudi Jože Vasovec Gnida, znani s podtalja Bizovika 80-ih let. Gnida, zakaj danes punksi zanikajo svoj mladostni boj in ali je to še vedno punk? Ja, tako je, veš, baby, preprosto, ne, mislim, treba je biti malo proti mainstreamu, ne, veš, iz tega, ne, valjda, mislim, če je neki kule, veš, moraš biti, valjda, proti, ne, to je tako, preprosto, veš, to je ono, veš, kao, tako, kot punk ljubezen, veš, ko priješ tam na koncert, pa to, veš, moraš nekomu plut v faco, veš, da mu pokažeš, da ga imaš rad, a štekaš, veš, to je tako, no, to je pač. Hvala, nazaj v studio. Po Aureliju Juriju in Du Krisal Baričevič nov poskus vračanja erotičnega v slovenski politični prostor. Tako je. Stvar je plod odkritja izraelskega think tanka. No, več pa v prispevku naše notranjsko-primorske dopisnice Zlate Knap. V Idriji so dan po materinskem dnevu ustanovili novo stranko, imenovano Ekstremna liberalna stranka Slovenije ali krajše XLSS. Svojo kampanjo so začeli v tednu okoli Velike noči, ko se vesoljno slovenstvo in širše vdaja prenažiranju z domačimi dobrotami, kasneje pa sledijo diete pred poletjem. V sklopu kampanje pod geslom Vsaka rit je dobra že zbirajo posnetke zadnjic. Liberalnosti navkljub pri XLSS sprejemajo le fotografije riti s celulitom, brez uporabe Photoshopa in z nepravilnostmi, kot so, navajamo, mozoli, hemeroidi in pretirana poraščenost. Upajo, da bo kampanja povzročila pravi naval fotografij resničnih zadnjic, ki bodo razstavljene v parlamentu in bodo navdihovale mimoidoče. Toliko za danes iz mirne in zaspane prestolnice. Z vami bomo tudi prihodnji teden v drugačni preobleki, vedno enaki, nikoli isti. Dnevni tednik. Zdaj pa, Oh Betty.
Borut Pahor dobil tekmeca v predvolilnem boju. Vsi skupaj vas iz srca lepo pozdravljam. Po novem kolektivizmu še novi patriotizem. Na dosmrtno prepoved dostopa v parlament obsodili celotno vodstvo SDS. Škoti protestno začeli obnavljati Hadrianov zid. Kitajci načrtujejo projekt Kitajski zid 2.0 v vesolju. Donald Trump ustanovil slabo banko. Oddaja je nastala v okviru projekta Aleksandra Vučića za predsednika, ki poteka od januarja do aprila 2017 in ga podpira Evropski parlament. Podana mnenja v oddaji so mnenja avtorjev oddaje in ne odražajo mnenj Aleksandra Vučića. Slednji pa tudi ne odgovarja za uporabo podanih informacij v oddaji. Produkcija Medijske vile. Dnevni tednik. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri.